Hvala lepa za ta primorsko radoživljiv uvod. Vedno je zanimivo slišati, kako te dojemajo sodelavci. Hvala, Renato. No, ampak to je znamenje, da pač v našem inštitutu oziroma javnem zavodu nas je 10, 9 zgodovinarjev in pravnik, se zelo dobro razumemo in kljub tej, lahko bi rekla, zelo težki in tragični tematiki, s katero se ukvarjamo vsakodnevno, torej proučevanje teh totalitarizmov, ki so prizadeli Slovence v 20. stoletju, fašizma, nacizma in komunizma, moramo ohranjati neko dobro voljo, predvsem pa nek pozitiven odnos do snovi, s katero se ukvarjamo in moramo biti seveda tudi vsakodnevno zelo pogumni. Renato, jaz imam par minut, pa bom čisto nakratko komentirala to, kar je rekel, in boste rekli, kako je pa zdaj profesorca zajadrala v te vode. No, jaz sem pravzaprav imela čas, da sem naletela na dr. Šturma in njegovo ukvarjanje s to težko slovensko preteklostjo in me je povabil kot govornico na prvo vseevropsko konferenco o totalitarizmih oziroma zločinih totalitarnih režimov, ki je bila v času slovenskega predsedovanja Evropske unije aprila 2008 na sedežu Evropske komisije v Bruslju. In tam sem jaz o tem govorila. Že predtem smo slovenski učitelji zgodovine pripravili nekaj konferenc na temo totalitarizma, kršenja človekovih pravic, tako da smo se slovenski učitelji s tem kar precej ukvarjali v času mojega mandata, no pa tudi kasneje. Mogoče kasneje v debati, kaj več o tem, to je moj komentar na to, da se slovenski učitelji ukvarjajo s tem, razmišljajo o tem, morda pa seveda v javnosti je pa slika mogoče malo drugačna. No, potem sem pač, bom rekla, zelo želela razvijati to mednarodno komponento našega delovanja in moram reči, da danes je Študijski center za narodno spravo zelo dobro zasidran v teh evropskih okvirih. Vsi veste, da pač aprila 2009 je bila v Evropskem parlamentu sprejeta deklaracija o totalitarizmih. In ta deklaracija med drugim tudi poudarja pomen ustvarjanja neke evropske povezave, evropske platforme spomina in vesti, ki naj bi združevala podobne institucije kot je slovenska. No in ta češki obisk, ki ga je omenjal Renato, je pravzaprav plod tega sodelovanja. Mi smo podpisali sporazum, tukaj je podpis tega sporazuma, torej to so moji češki kolegi, ki so v evropskem okviru vodilni na področju ukvarjanja z totalitarizmi. Václav Havel je bil tisti človek, ki je podpisal Praško deklaracijo, ki ste jo verjetno vsi ali pa mnogi izmed vas podpisali in je bila nek začetek ukvarjanja na evropski ravni s totalitarizmi. No in Václav Havel je tudi nekakšen dobri duh, bi rekla, tega inštituta češkega in tukaj pred nami so pogumni ljudje, ki se ukvarjajo s problematiko na češkem in pa v evropskem okviru. Zdaj, mogoče bi jaz poudarila, da ta inštitut, naši partnerji češki, šteje približno 300 ljudi in je sestavljen iz 2 delov. Torej, če primerjamo 10 nas Slovencev, pa 300 njih Čehov, nas Slovencev je 2 milijona, Čehov nekje 8, če se ne motim. Približno, ja, približno, ne. Torej, vidimo ta razmerja, ne. In mogoče na naslednjem posnetku imamo strukturo tega inštituta, ki obsega ne samo torej ta raziskovalni del, tako kot pri nas na Slovenskem, ampak ima v svojem okviru tudi arhiv. Arhiv v 6 nadstropjih stavbe sredi Prage, arhiv čeških obveščevalnih služb. Teh služb so bile na različnih ministrstvih za pravosodje, za notranje zadeve, za zunanje zadeve in tako naprej. No in v zadnjem času smo seveda se Slovenci zapletli v neko čudno zgodbo, ki se ji pravi arhivi, arhivsko gradivo, dostop do arhivskih podatkov. Rada bi izpostavila, da ta arhiv na Češkem, arhiv obveščevalnih služb, je najbolj dostopen arhiv v evropskem merilu. Mi smo v zadnjem času seveda poslušali, kako je treba te podatke zapirati za zaščito Bog ve koga in Bog ve česa. No, Čehi imajo zadevo postavljeno na glavo. Tam je dostop prost,
oziroma je odgovornost tistega, ki dostopa do arhivov, kaj bo s temi podatki počel. Zavezan je seveda podobnemu zakonu, kot je pri nas o varstvu osebnih podatkov, in sicer je njegova odgovornost, kako na kakšen način bo razkrival packarije, ki so se dogajale v času totalitarizma. Pri nas je bila zadeva postavljena na glavo. Pri nas je treba te podatke pač zapirati. Tako da Čehi so nam pravzaprav, bi rekla, lahko nek svetozgled glede tega in tudi sicer glede obdelave arhivskega gradiva. Arhivsko gradivo pa vemo, da je ena izmed, bi rekla, temeljnih stopničk v spravnem procesu ali pa temeljnih kamenčkov v spravnem procesu. Arhivi, arhivsko gradivo, podatki so izjemno pomembni, kajti brez tega seveda poznavanje preteklosti preprosto ni. Ali pa je podoba preteklosti laž.